V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je velika noč, največji krščanski praznik, praznik praznikov, saj je prazen Kristusov grob, zibelka cerkve. Kristusovo vstajenje je razsvetlilo vesolje. Letos praznujemo veliko noč skupaj vzhodni in zahodni kristijani, torej po julijanskem in po gregorijanskem koledarju. Konfucijev grob je poln kosti, Budin grob je poln kosti, Mohamedov grob je poln kosti, Abrahamov grob je poln kosti, Jezusov grob je prazen. Aleluja! Vstal je in živi. Prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri molitveno srečanje zaradi praznika odpade. Ta čas posvetimo svojim družinam, sorodnikom, osamljenim in prijateljem. V sredo 23. aprila ob 19. uri bo v cerkvi svetopisemsko predavanje z diskusijo na temo odpuščanje. V petek 25. aprila ob 19. uri bo v cerkvi srečanje za ženske vseh generacij. Tema srečanja je modno stilsko oblikovanje. Vljudno vabljene. Danes verouk odpade, ker so veroukarji v cerkvi, za najmlajše otroke pa je organizirano varstvo v učilnici A. V nadaljevanju bomo zapeli pesem Ker on živi.
Biblično vodilo današnje velikonočne nedelje glasi: ne boj se, jaz sem prvi in zadnji in živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Prisluhnimo poeziji 118. psalma. Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen. Od Gospoda je bilo to. To je čudovito v naših očeh. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo se in se ga veselimo. Ne bom umrl, ne, živel bom in pripovedoval o Gospodovih delih. Moj Bog si ti, hočem se ti zahvaljevati. Moj Bog, tebe hočem povzdigovati. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. Priznajmo svoje grehe. Naš Bog in Gospod, odpusti nam, ker mnogokrat ne opazimo nevidnega delovanja tvoje močne desnice v svojem življenju. Odpusti nam, ker nam trpljenje in strah pred smrtjo zakrivata velikonočno veselje in zmago vstajenja. Odpusti nam, ker je naša vera slabotna, saj se nam zdiš oddaljen, čeprav si nam najbližji. Tvoja ljubezen do nas je neizmerna, tvoje odpuščanje pa prekipeva od usmiljenja in zvestobe do nas. Amen. Besede milosti in slavospev pravita: kaj ti tako govori visoki in vzvišeni, ki večno prebiva in je njegovo ime sveto. Na višavi in v svetišču prebivam, sem pa hkrati pri potrtem in ponižnem duhu, da poživljam duha ponižnim, da poživljam srce potrtih. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Dobri Bog, danes praznujemo veliko noč z vsemi kristijani, letos celo na isti dan. Hvala ti, ker smo največja družina na svetu. Izrekamo ti globoko zahvalo, saj brez tebe ni svetle prihodnosti. Naša zahvala je povezana z našo prošnjo, kajti danes ni povsod veselja in miru, ampak bridka žalost, trpljenje in vojna. Potolaži vse, ki so ujeti v to bolečino. Naj je naša molitev izraz naše ljubezni in podpore do njih. Tvoje ljudstvo te prosi, bodi z nami zdaj in v večnosti. Amen. V nadaljevanju sledi nastop veroukarjev. Izvolite. Buček veselo leti, le kam se mu tako mudi. Do rožice je poletel in rekel, da je vesel. Ga rožica vpraša, zakaj, metuljček ji reče, veš kaj, Jezus živi, Jezus živi. Vsi veseli smo,
Ste videli, kakšni strahopetci so naši prijatelji? Hodili so z Bogom, zdaj pa ne verjamejo, da je vstal od mrtvih. Res ne, pa saj so bili njegovi učenci. Najbrž jim je povedal kaj o tem, kar se bo zgodilo z njim. Mogoče je povedal, mogoče ni. Kdo ve? Kdo jih bo prepričal, če nam ne verjamejo? Kdo? Jaz jih ne mislim prepričevati. Če nočejo verjeti, pač nočejo. Mislite, da bodo ostali ljudje verjeli, da je Jezus vstal od mrtvih? Slišala sem, da je v mestu prava smešnjava, ker je Jezus vstal od mrtvih. Ne, to ni smešnjava, v mestu je panika, prava panika. Panika, panika, panika. Ah, kakšna panika, če je Jezus vstal od mrtvih. Sta videla, kako velik kamen so položili na Jezusov grob? Pravijo, da ga ni več tam. Zato je v mestu panika, prava panika. Panika, panika. Ne razumem, zakaj panika, če je Jezusov grob prazen. Jezus naj je res presenetil, šele pri večeri pa ga prepoznava. Verjetno ga ne bi, če ne bi prelomil kruha, tako kot ga je pri zadnji večeri, se spomniš? Če ga nisva Meda prepoznala, mislim, da tudi drugi ne bodo. Ne skrbi, tako kot se je nama odkril in sva ga potem prepoznala, se bo tudi drugim. V tem ni panike. Ne, ni panike. Končno nekdo, ki reče ne, ni panike, ker je Jezus vstal od mrtvih.
Prisluhnimo velikonočnemu berilu iz Evangelija po Marku, 16. poglavje. Ko je minila sobota, so Marija Magdalena, Marija, Jakobova mati in Saloma kupile dišav, da bi ga šle mazilit. Prvi dan tedna so šle k grobu navsezgodaj, ko je sonce ušlo. Med seboj so govorile, kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob. Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljen in bil je zelo velik. Stopile so v grob in zagledale mladeniča, ki je sedel na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom, in so se zelo začudile. On pa jim je rekel, ne čudite se, Jezusa iščete, Nazarečana, križanega, bil je obojen, ni ga tukaj. Poglejte kraj, kamor so ga položili. Toda pojdite in povejte njegovim učencem in Petru, pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli, kakor vam je rekel. Stopile so ven in zbežale od groba. Trepetale so in bile vse iz sebe in nikomur niso nič povedale, kajti bale so se. Poslušali smo Božjo besedo. Amen. Sledi mladinska skupina. Pesem, ki jo bomo zapeli v angleščini, pa naj samo na kratko povzamem smisel besedila. V refrenu pravi takole, ne zaradi tega, kdo sem jaz, in ne zaradi tega, kar sem jaz naredil, ampak zaradi tega, kdo si ti, in zaradi tega, kar si ti naredil. To je bistvo našega Gospoda. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, wavering the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the eyes that see my sin will look on me with love and watch me rise again? Who am I that your voice that calmed the sea will call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, wavering the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am.
Sestre in bratje, evangelij nam potrjuje, da se je vstali Gospod prvi dan v tednu, isti dan, ko je vstal od mrtvih, prikazal svojim učencem in se jim razodel pri lomljenju kruha. Hrana enači naše življenje, naš telesni obstoj. V Evharistiji posvečeni kruh in vino enačita Kristusovo telo in kri, naš duhovni obstoj. Kruh in vino sta znamenji Božje ljubezni. Občestvo cerkve je drugačno od ostalih občestev. Ostala občestva sklicujejo ljudje in so družbene narave. Občestvo cerkve pa sklicuje Sveta Trojica, Oče in Sin in Sveti Duh in je sakramentalne narave. Zato je cerkev več kot društvo. Gospodova večerja je središče življenja cerkve. Ponuja se nam kot zdravilo proti grehu. Vabim, da skupaj molimo stoje Oče naš, ki je molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Gospod Bog, pošli svojega svetega duha nad nas, da nam bo kruh, ki ga lomimo, obhajilo Kristusovega telesa in kelih, ki ga blagoslavljamo, obhajilo njegove krvi, da združeni v Kristusu izrazimo edinost vere. Naj luč vere, ki izhaja iz svetega krsta, razsvetli dušo, da bo čista sprejela dar večnega življenja. Blagor tistim, ki smo povabljeni na Jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja. To je Kristusovo telo za nas darovano.
Sestre in bratje, ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. Bratje in sestre, ker smo eno v Kristusu, lahko simbolno skupaj vzamemo.
Naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi, s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Draga Božja cerkev, zdaj bomo zapeli nam vsem ljubo pesem, veselo pesem, srečen sem. S to pesmijo bomo pobrali tudi kolekto, torej prostovoljne darove za naš skupni dom, za vzdrževanje cerkve in za vse potrebe duhovne in materialne narave. Naj Bog blagoslovi današnjo praznično nedeljo, vse vesele darovalce z Božjim blagoslovom. Srečen sem. Srečen sem, Bog je dvignil me, on je
Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, Velika noč je priložnost za iskanje. Iskanje smisla, obnovo odnosa z Bogom in sočlovekom. Velika noč v svoji angleški različici, torej Easter, je povezana z besedo vzhod in nas povsem naravno usmerja k sončnemu vzhodu, torej k novemu dnevu, k novim začetkom. Velika noč pa je usmerjena tudi k iskanju. Ta teden sem bila presenečena, ko sem prebrala, da človek v povprečju porabi 10 minut za iskanje nepomembnih predmetov. Sprva se ta čas niti ni zdel tako zelo slab, vendar ko izračunamo, pravzaprav ostanemo zatečeni, da porabimo več kot pol leta svojega življenja samo za iskanje nepomembnih stvari. Saj veste, koliko časa porabimo za iskanje ključev, telefona, denarnice, pa za iskanje parkirišča, iskanje destinacije za dopust, iskanje primerne partnerske osebe, knjige ali pa darila za nekoga, ki ga imamo radi. V končni fazi iščemo tudi srečo, veselje, upanje. Raziskave kažejo, da povprečni odrasel človek porabi 1,8 ure na dan za iskanje različnih informacij, skoraj 37% svojega življenja pa porabimo za iskanje nasploh. Tu je seveda všteto tudi tipkanje po stricu Googlu. Če pogledamo statistiko, lahko zelo hitro zaključimo, da je najpogosteje zapisana beseda v Googlu YouTube. Ljudje tam iščejo novice, poslušajo glasbo, iščejo različne nasvete, kar je vse povezano s komunikacijo, z odnosi, z iskanjem in vzpostavljanjem odnosov. In ravno to je tudi pomen velike noči. Na prvo veliko noč je človek končno našel pomiritev, odpuščanje grehov in predvsem izbris krivde. Veliki protestantski teolog dr. Jürgen Moltmann je dejal, da je Jezus živi dokaz tega, da Bog trpi skupaj z nami. Hkrati pa nam ravno Jezus daje predokus tega, da bo naš planet obnovljen. Velika noč je začetek smeha odrešenih, je božja protestna nota proti smrti, zaključuje Moltmann. Velika noč povzema zgodovino celotnega človeštva, preteklost, sedanjost in prihodnost. Bog namreč joče z nami in z nami išče smisel trpljenja, zato, da bi se nekega dne lahko smejali skupaj z njim in našli smisel v njem. Sedaj pa prisluhnimo in preberimo odlomek iz Janezovega evangelija, 20. poglavje od 11. do 16. vrstice, ki naj služi kot osnova za današnjo pridigo. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji: žena, zakaj jokaš? Dejala jima je: mojega Gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili. Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa. Stal je tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus je rekel: žena, zakaj jokaš? Koga iščeš? Mislila je, da je vrtnar in mu rekla: Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil in ga bom jaz odnesla. Jezus je dejal: Marija. Ona se je obrnila in po hebrejsko rekla: Rabuni, kar pomeni učitelj. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Lahko sedete. V
V prebranem odlomku lahko vidimo, da se ženska po imenu Marija Magdalena sooča z eno izmed temeljnih potreb človeštva, z iskanjem in željo potem, da bi nekaj našla, nekaj dobila. Gre za žensko, ki je najverjetneje izhajala iz bogate družine. Bila je preskrbljena, za tisti čas lahko sklepamo tudi dobro izobražena. A kaj, ko je zaradi svojega življenja veljala za izobčenko? Pa še ženska je bila, za Jude nič vredna, drugorazredna, kriva svojega obstoja, obsojena kot potomka Eve za zlo, ki se dogaja na svetu. In ko se je dotakne Božja milost, ko ji srečanje z Jezusom zavedno spremeni življenje, se zdi, kot da bi izgubila tudi njega. Kdo je bila Marija Magdalena? Čeprav bi lahko sklepali, da je prihajala iz mesta Magdala, nam zgodovina pove, da to mesto v tem času, ko je zapisan evangelij, še ni obstajalo. Če pogledamo grški izvirnik, potem lahko sklepamo, da gre za njen nadimek. Tako kot Jezus kliče Petra skala, pa Janez, ki je označen kot tisti, ki ga je ljubil, je lahko tudi Marija, ki je prva pričevalka vstajenja, imenovana Magdalena. Veste, kaj dobesedno pomeni ime Magdalena? Pomeni stolpnica ali svetilnik. Marija Magdalena se torej počuti majhno, zatirano in v stoletjih pred in po Mariji so ali smo obstajali številni, ki smo se počutili majhne, nepomembne, zatirane, postavljene ob rob ali pa krivično vrednotene. In ravno ta navidezno nič vredna judovska ženska s spornim ugledom je prva v zgodovini človeštva, ki najde ustalega Kristusa. Ona torej postane stolp, stolpnica oziroma svetilnik, kar njeno ime tudi pomeni. Predstavlja luč v noči, ki osvetljuje pot domov. Marija nas pravzaprav opominja, da lahko, čeprav se morda počutimo majhne, nemočne, najdemo upanje v veri in pot domov. Toda tudi njena pot iskanja ni bila lahka. Marija Magdalena se kot iskalka smisla pojavi le v Janezovem evangeliju. Marija svojo pot iskanja začne na napačnem mestu, kot jaz in ti mnogokrat. Ponavadi iščemo z namenom, da bi kaj dobili. Ona pa išče na napačnem mestu, zato tudi sprva ničesar ne dobi. Marija Magdalena namreč išče v grobu. Preveč je usmerjena na to, kar je mrtvo. Ona išče mrtvo telo, morda želi občutiti in obujati nostalgične spomine. Morda se preveč oklepa minljivega, išče torej na napačnem mestu. Marija je stala zunaj pred grobom in jokala, smo prebrali. Grški izvirnik nam pove, da je dobesedno hlipala, se utapljala v solzah, izkazovala tako močno žalost, da je sploh ni bilo možno pomiriti. Vprašam se, zakaj je Marija Magdalena tako močno jokala. Zaradi očitnega dejstva, da smo vsi preveč okupirani s smrtjo, da se zavedamo njene nepovratne dokončnosti. Marija je jokala, ker je smrt z Jezusovim telesom naredila to, kar smrt naredi s telesom vsakega človeka. Naredi ga ranljivega za gnilobo, razkroj, pa tudi popolnoma brez obrambe pred muhavostmi tistih, ki bi morda želeli zlorabiti truplo. Marija Magdalena je na prvo velikonočno jutro simbol vsega človeštva. Njen jok odzvanja kot simbol prestrašenosti in zapuščenosti vseh nas. Poslušajmo, drage sestre, dragi bratje, velika noč se ne zgodi v svetli, zračni in belo okrašeni cerkvi ali svetišču.
Ne zgodi se ob praznični večeri, ko smo skupaj z družino in ob kupu okusne hrane. Veste, kje se zgodi velika noč? Zgodi se na urgenci, ko pride zdravnik v čakalnico in zmajuje z glavo ter komentira, da vam ljube osebe niso mogli rešiti. Velika noč se zgodi na pogrebnem zavodu, ko te prvi pogled na umrlega v krsti zadane globoko v prsa in ne moreš dihati. Zgodi se v napol razpadajoči hiši, kjer moški in ženske drug drugega opazujejo, kako se počasi ubijajo z drogami in njihovo življenje postane živa smrt. Zgodi se ob grobu, kjer starši ječijo v svojih dušah, ob pogledu na belo krsto, v kateri leži le nekaj ur rojeni otročiček, ki ni ugledal luči tega sveta. Zgodi se na paliativnih oddelkih, v domovih za starejše občane, kjer nekoč močni možje in ženske gledajo, kako njihovi vrstniki en za drugim izginjajo, priklenjeni na invalidske vozičke ali postelje. Velika noč se zgodi v psihiatričnih bolnišnicah, na smetišču družbe, sredi revščine, vojne, zlorab, izgubljenih priložnosti in zlomljenih odnosov. Veste, Jezus je vedel bolj kot kdorkoli, da solze Marije Magdalene predstavljajo solze vsega človeštva, tudi mene in tebe. To je jok, grenko prelivanje slanih solz na ranah človeštva. Zato me ne čudi, da je Jezusovo prvo vprašanje po velikem petku in torej njegovo prvo vprašanje, ki ga postavi: žena, zakaj jokaš? Koga iščeš? To je vprašanje, ki ne obsoja. To je vprašanje, ki kaže na veliko mero empatije. Jezus tudi mene in tebe danes sprašuje identično isto vprašanje. Brat, sestra, človek, zemljan, zakaj jokaš? Koga iščeš? S tem nam Jezus vsem sporoča, da se velika noč zgodi tam, kjer je trpljenje, kjer je smrt, kajti edino tam je potrebna. Zapis srečanja med Marijo Magdaleno in Jezusom v sebi nosi še eno pomembno resnico. V veliki noči se v bistvu ponovi stvariteljska zgodba, toda tokrat navdana z upanjem. Veste to, da evangelist Janez svoj evangelij piše toliko tisočletij kasneje, kot so bile zapisane besede v prvi Mojzesovi knjigi, mi pravzaprav da vedeti, da je to resnica. Velika noč namreč simbolizira razveljavitev prvotne obsodbe Eve v Edenskem vrtu. Poglejte, ženska je prva, ki pride k grobu in prva, ki priča o vstalem Kristusu, zato ker je Marija Magdalena slika Eve, ki nosi težo bremena krivde za greh človeštva. Že v prvih vrsticah 20. poglavja je zapis, da je Marija Magdalena prišla pogledat k grobu prvi dan tedna. Zdi se, kot da gre za odmev iz prve Mojzesove knjige, ko Bog prvi dan ustvari svetlobo. Še več, evangelist Janez tudi v začetku svojega evangelija zapiše: v začetku je bila beseda, pri čemer se sklicuje na prvi stavek zapisan v Svetem pismu: v začetku je Bog ustvaril. Tako kot je prvi človek Adam lociran v vrtu, se tudi srečanje med Marijo in Jezusom odvija na vrtu. Zdi se, kot da Jezus prinaša novo stvarjenje. Tako kot je bilo človeštvo ustvarjeno 6. dan, je tudi Pilat na 6. dan pasijonskega tedna zavpil: glejte, človek. Tako kot je Bog počival 7. dan, sedaj Jezus počiva v grobu. Zato Janez Jezusovo vstajenje prikaže v začetku 8. dne. Velika noč je torej začetek novega stvarstva. In tako kot Jezus v istem evangeliju stopi pred učence, ki se skrivajo v gornji izbi, dihne vanje in jim reče: prejmite Svetega Duha, tako v prvi Mojzesovi knjigi beremo, da je Bog v nosnice človeka dahnil življenjski dih in je človek postal živa duša. In sedaj se nahajamo v novem vrtu,
ki ni več Edenski vrt. Tu se znajde Marija Magdalena, ki nosi solze in krivdo Eve. In ko se Marija Magdalena skloni v grob, tam vidi dva angela. Tako kot sta dva keruba postavljena ob izhodu iz Edenskega vrta, ko sta Adam in Eva izgnana, in tako kot sta dva keruba postavljena, ko stojita drug proti drugemu na skrini zaveze. Vidite, Marija Magdalena je pričevalka novega stvarstva. Tako kot pravi apostol Pavel, v Kristusu smo nova stvaritev. Tako angela kot tudi Jezus Marijo Magdaleno imenujeta z žensko. Torej ženska, zakaj jočeš? S čimer skuša evangelist Janez pokazati, da se ta ženska nanaša na Evo ali možinjo, torej nosilko krivde in bremena za grehe človeštva. Zato res ne čudi, da je evangelist Janez edini, ki omeni, da Marija Magdalena Jezusa zameša in misli, da je vrtnar. Lahko bi izbrala katerikoli drugi poklic, vendar gre za simboliko stvariteljske teologije. Jezus, za katerega Marija Magdalena misli, da je vrtnar, jo namreč vpraša, koga iščeš. Zelo podobno kot Bog prvega človeka Adama po padcu v greh vpraša, Adam, kje si? Če se to vprašanje Adamu zdi težko in obsojajoče, potem se vprašanje Mariji Magdaleni zdi polno usmiljenja in odpuščanja ter polno upanja. Jezus kot vrtnar je torej novi Adam, saj je Adam dobil navodilo, da naj skrbi za stvarstvo. Marija končno prepozna njegovo identiteto, vendar šele takrat, ko jo Jezus pokliče po imenu in ji reče Marija. Takrat se ji posveti. S Kristusovim vstajenjem, drage sestre, dragi bratje, je vzšla nova zora. S Kristusovim vstajenjem ima stvarstvo popravni izpit. Na prvi dan tega novega stvarstva, v mračnih jutranjih urah, najdemo žensko, ki je sama, ki joče v vrtu, kot bi nosila občutek zapuščenosti, sramu in obsodbe prvega človeka. Sedaj Marija Magdalena stoji na vrtu obdana z angeli, ki je ne odrivajo proč, pač pa ji izkazujejo usmiljenje. V svoji bolečini in trpljenju najde Boga. Marija Magdalena postane nova Eva, mati vseh živih, saj predstavlja svetilnik, kar njeno ime tudi označuje, novemu stvarstvu. Prepovedano drevo življenja iz Edenskega vrta je namreč moralo umreti na križu s Kristusom vred, zato da lahko mi vsi živimo. Sedaj se torej ne imenuje več ženska ali možinja, pač pa je poklicana po imenu Marija. Tudi tebe in mene Bog kliče po imenu, ker se nama skuša približati. Velika noč, dragi zbrani, se torej zgodi tam, kjer je trpljenje, kjer je smrt, ker je edino tam potrebna. In ravno sredi tega trpljenja, na urgenci, v domovih za starejše občane, v pogrebnem zavodu, na pokopališču, ko starši gledajo belo krsto svojega otroka, na robu družbe, kjer moški in ženske drug drugega opazujejo, kako se počasi ubijajo z drogami. Tam, veste, kjer je nemir, kjer je trpljenje in končno ravno sedaj, ravno tu, se zgodi srečanje med Bogom in človekom. Kajti v tem trenutku spoznamo, da smrt nima več moči in oblasti, da smrt ni končno stanje, da obsodbe Edenskega vrta ni več nad nami, saj smo po Kristusu odrešeni, po njegovih ranah pa smo ozdravljeni. To, dragi zbrani, me navdaja z upanjem. Bog je namreč slišal naš jok, slišal je ječanje naše duše, kliče nas, vsakogar izmed nas, po imenu. Če je Kristus vstal, bomo z njim vstali tudi mi. Če je Kristus vstal, bodo z njim vstali tudi vsi otroci, pokopani v belih krstah, pa vsi umrli zaradi posledic vojn, zlorab, trpljenja,
pa vsi ljudje, ki vanj verujejo. In ob tem nikakor ne moremo stati ravnodušna. Veste, če bi šlo zgolj za mit ali pravljice, sem prepričana, da bi Rimljani že takoj v 1. stoletju grobo utišali prve očividce in pričevalce vere. Vendar je teh nekaj očividcev, med drugim tudi Marija Magdalena, spremenilo tek človeške zgodovine. Kar so mogli, so storili. Sedaj pa smo na vrsti mi. Cerkveni oče Avguštin je rekel, kristjani smo velikonočni ljudje in aleluja je naša pesem. Naj tako tudi živimo. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. O Bog, hvala ti, ker si poslal svojega sina, da je trpel in umrl na križu za naše odrešenje. Hvala ti, ker smo po njegovem ustajenju osvobojeni pred smrtjo, ki je zlomljena. Daj, da bi vsak dan umirali grehu in da bi vsak dan živeli za ljubezen. Da bomo lahko nekega dne združeni z vsem občestvom v slavi in radosti s tabo. Amen. In današnje velikonočno bogoslužje bomo zaključili staro krščansko himno, ki govori o občutkih, s katerimi se vsak človek sooča. Občutek zapuščenosti, strahu, ki mu sledi občutek sreče. Pesem pravi, si bil tam, ko je križan bil Gospod. Križan bil Gospod.
kristijani velikonočni ljudje bomo zaključili velikonočno bogoslužje, zaključno velikonočno glorijo, ki pravi živi. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.